Gledalke in gledalci, čas je za Skok v šport. Danes je z nami Gašper Ovnik, steber košarkarske ekipe Hrastnika in ekipe 3x3 Piran. Gospod Ovnik, pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav tudi vam. Začenjamo pri nedavnem dogodku, pravzaprav pred nekaj dnevi, ravno kar ste se vrnili iz Malezije. Tam je bil na sporedu turnir serije Challenger v košarki 3x3 z vašo ekipo Piran 3x3 ste kar suvereno, bi rekel, osvojili prvo mesto. Popeljite nas malo skozi tekmovanje. Ja, hvala najprej za čestitke. Nedavno, ja, to je bilo še danes, ponoči nekako sestavil, se pravi pot zaključil v Sloveniji. Turnir, enkratno, bom rekel, izkušnja že sama državica, sama izpeljava, sama kultura malezijska, vzhodnjaška mi je nekako blizu, prijazni ljudje, super atmosfera. Tako da uspeh na samem turnirju pa seveda, bom rekel, češnjica gor na vrhu. Tako da jaz mislim, da smo prikazali eno dobro igro na enem kvalitetnem turnirju in na koncu mislim, da kar zasluženo tudi zmagali. No, glede na rezultate je bilo v finalu celo malce lažje kot v predhodnih izločilnih bojih. V finalu ste premagali Gdansk, to tako da gledalci do 21-9. Ja, bom rekel tako, FIBA je nastavila pač sam sistem tekmovanj, predvsem nabora ekip na teh challengerjih, tako da se vedno najde neka peščica iz najboljših 20 ekip sveta. In na tem turnirju smo bili pač pet ekip iz najboljših 20 ekip in na koncu se je izkazalo, da dejansko smo iz polfinala naprej dominirali, pa bom rekel, prišli vsi nosilci. Tako da presenetljivo tudi za nas, da smo nekako suvereno odpravili Gdansk v finalu, ampak predhodno pa Ljubljana, pa Split, definitivno dve težki tekmi, kjer smo res mogli zgrist do zadnje minute, pokazati praktično vse, kar smo lahko in na koncu res uspešno zaključili z neko suvereno, dobro igro proti Poljakom. No, s tem zmago v Penangu ste se uvrstili na turnir World Tour v Indiji, ki bo na sporedu septembra. Opišite nam malce sistem tekmovanja, kako se kvalificiraš na World Tour, kot se omenila, v Maleziji bil na sporedu Challenger. To je nekakšen kvalifikacijski turnir za World Tour, če prav razumem. Tako. Jaz bom rekel, najlažje potegnil sporednico mogoče z ATP turniri. Imajo 4 Grand Slame. Pri nas je to pač World Tour, na katere se lahko nekako kvalificiraš preko teh challengerjev. Glavni turniri World Tour jih je 9. Po celem svetu so, zdaj smo se uvrstili v Indijo, predhodno smo bili kot tretja, pravzaprav četrta najboljša ekipa pretekle sezone, povabljeni že na 2, v Meksiko in pa v Prago. Tako da zdaj smo lovili tretjega, naprej bomo rekel, iščemo in lovimo še ostalih. Nimamo možnost za vseh 9, ampak recimo vsaj še ne 4. Če si uspešen na teh kvalifikacijskih challengerjih, si seveda potem tudi uvrščen. Če pa ne, pa iščeš mogoče kje drugje, kakšno priliko, s kakšnim povabilom, da te mogoče organizator povabi, FIBA dodeli, iščeš neke wildcarde, možnosti, da se dejansko vrstiš na te glavne turnirje. Kajti to je tisto, kjer je dejansko največja konkurenca, največje, bom rekel, nagrade, najbolj prosperiraš in na koncu hočeš pač pokoriti celo konkurenco in tukaj lahko pač to storiš. Bomo v naslednjih minutah še ostala pri košarki 3x3, pa se bo potem preusmerila na dvoransko košarko, če lahko tako rečem. Ja. No, vi ste v 3x3 košarko vstopili kdaj? Ja, nekako smo začeli, jaz sem zrastel gor s 3x3, 5x5 dejansko nisem nikakor, bom rekel, prišel v ekipe, predvsem zaradi tega, ker ni bilo generacije 82, vedno so bili mlajši, tako da sem nekako izostajal. Ni bilo moje generacije, s katero bi lahko nekako igral in nisem nikakor zraven v 5x5 košarki sem našel. Zato sem pa sam za sebe na igrišču, pa potem kak prijatelj, pa jih je bilo 5, pa smo se enkrat 3x3 začeli igrati. Malo bolj uradno, se pravi malo bolj res, da se je začelo organizirati v Sloveniji, pa da smo začeli tekmovati pa z letom 2004, kjer se je vzpostavilo prvo državno prvenstvo pod okriljem KZS-ja. Letošnje leto je to že 15. leto zapored, že nekaj jubilejna številka. Tako da od samega začetka smo zraven, predhodno z zasavsko ekipo Perkmanis Partija,
od nedavnega 2013 pa z našo Piran, takrat še Torex, v povojih. Tako da 15. leto smo v teh vodah. No, vi ste v vodah košarke 3x3 zelo spoštovan igralec, ne samo v Sloveniji, tudi širše, kot tako da človek prebira FIBA-ine strani, vas pogosto omenjajo kot veterana, stebra oziroma neka čustvena vertikala ekipe morda tudi. Imeli ste že kar lepo paleto uspehov, če samo omenimo evropski naslov leta 2016, torej evropski prvak, pa potem 4. na svetovnem prvenstvu. Z vašo ekipo ste zastopali tudi barve Slovenije kot reprezentanca 3x3. Če se sedaj ozrete nazaj, katerega od teh uspehov najbolj cenite, kateri turnir je bil najbolj prelomen tudi za vas, morda za kariero v košarki 3x3? Ja, nekako ima piedestal še vedno, mislim, da je evropski prvak, kajti to je dejansko zastopaš barve Slovenije, se pravi reprezentance države. Morda tu velja omeniti, kako priješ do tega, da zastopaš? Ja, že sito, se pravi v Sloveniji je zastavljeno sito, da moraš pokoriti na večjih turnirjih moraš pokoriti konkurenco, priditi iz 5-6 kvalifikacijskih turnirjev kot ekipa z največ osvojenimi točkami, se pravi, moraš biti konstanten na lokalni ravni. Tam se nekako izbere, se pravi, reprezentanca se dodeli na tem principu, potem pa pokoriti še, bom rekel, ostale reprezentance, kjer pa imajo mogoče različne sisteme, pač izbiranje reprezentanc, ampak absolutno želijo pač najboljše posameznike in da pač prideš na koncu kot zmagovalec. Mislim, da je to res ena lepa, nek lep spomin, nek najvišji dosežek trenutno, ki ga nekako res spoštujem, cenim. Tako da ta bo nekako ostal še mogoče do letošnjega leta. Upam še za kakšen nadaljnji uspeh, višji uspeh, ampak trenutno je 2016 evropski prvak tista zadeva. Kaj je zmanjkalo za stopničke na svetovnem prvenstvu? 4. mesto, niste bili ravno daleč. Ja, to je bilo lansko leto, istega leta 2016 smo bili sicer tretji še na kitajskem Guangzhouju. Lansko leto smo pa nekako prišli proti domačinom, mogoče malo bledo v samo tekmo. Domačini so imeli pač v Franciji, smo bili v Nantu, so imeli spodbudo, ne vem, 2-3 tisoč glavo množico in mogoče, da jih je tisto poneslo. Bila je točka razlike, tako da lahko bi šla tekmo v obe smeri. V tistem trenutku pač nismo pravilno odreagirali in dostikrat je to dovolj za zmago ali poraz. Tako čustvena naravnanost, ko zastopaš Slovenijo, ko ne piše tam Slovenija, zraven imena ekipe tudi, je občutek kaj drugačen, kot ko piše samo ime moštva? Ja, v vsakem primeru si za ekipo, ne. Absolutno pa je, ko je nekako zraven še štab, v tem primeru, takrat smo imeli še zraven dekliško, se pravi, punce so imeli svojo reprezentanco, so bile zraven, bil je selektor Matic Vidic, ki je, bom rekel, organizator in pa nekako menedžer za reprezentance 3x3 pri Košarkarski zvezi. Je malo drugače, ker imaš malo več občutka, da še nekdo s tabo diha, ne. Ko si pač na teh turnirjih pod klubskim imenom, si pač sam svojo ekipo, takrat moraš najti motiv tukaj, ne. Ko pa si z nekom zraven, ki prenaša, bom rekel, in čestitke in želje in, bom rekel, iz domačih krajev, ne, potem pa mogoče tista dodatna želja ali pa, bom rekel, kanček špikanja v srcu, kot te spodbudi, mogoče, da dejansko prinese še Slovenija nekaj zraven. Če se ozrete na razvoj košarke 3x3 v Sloveniji, vemo, format igre 3x3 je prisoten že odkar košarka obstaja, ampak organizirani nivo, organizirana tekmovanja, turniri nimajo takšne tradicije kot v dvoranski košarki. Kako dobro je ta šport razvit v Sloveniji? Zelo visoko priznanje ima slovenska 3x3 košarka v FIBA, recimo, ne. Prvič imamo 15. leto, FIBA je začela nekako res organizirano razvijati ta šport 2010 z mladinskimi olimpijskimi igrami. Čisto uradna FIBA-na tekmovanja so začela 2012, se pravi, so nekje v 5., 6. letu. Tako da visoko kotiramo in z razvojem, in z kvaliteto, in z vsem. Pravzaprav na začetku smo bili res ena tistih držav, ki smo prosperirali zelo visoko. Še vedno nekako imamo 3-4 ekipe na svetovnem nivoju.
In sam sistem, se pravi, smo ga razvili, smo ga dogradili že preko teh 15 let. Mislim, da smo tudi mi pomagali, ki smo pač se udejstvovali z raznimi malimi namigi, z pomočjo, z spodbudo, z ustrajanjem v končni fazi in jaz mislim, da imamo neko dobro tradicijo v Sloveniji. 3-3. Tele turniri so že kar veliki dogodki, eventi, če lahko tako rečemo, tudi v največjih slovenskih mestih na prestižnih lokacijah, če lahko tako rečem. Ljudje se kar dobro odzivajo na ta format. Res je, ja. Finala, recimo sploh v Ljubljani, ko je to nekako v višku poletne sezone, pride res ogromno ljudi. Neka statistika govori tudi o 5-6 tisoč ljudi, da pač si ogleda dan dogodek, pa če pogledamo, kateri dvoransko košarko prije gledati 5-6 tisoč ljudi, vemo, ne, da jih redko kjer najdemo, ampak jaz mislim, da je to neka taka dinamična, ni dolgo, 10 minut igre, zamenja se veliko igralcev, tiste 2 ure se počakaš, izločilni boji so in na koncu vidiš pač, mislim, da kar atraktivne, zanimive igre med ekipami. Katere države največ vlagajo v košarko 3-3? V zadnjih letih so tako, ne? Rusi imajo zelo dober razpeljan sistem, Nizozemci imajo zimsko ligo, Japonci imajo profesionalno ligo, Kitajci ogromno vlagajo v sam sistem, se pravi, da imajo in ogromno challengerjev, ogromno ekip prijavljajo, v končni fazi tudi Brazilci. Nekatere države, ko mogoče v nekih vodah 5-5 mogoče ne vidiš toliko, ampak so pa dejansko tukaj nekje v ospredju in z vlaganjem in s sistemom in s tem, kaj vse se da narediti, če imaš neko vizijo. In recimo Nizozemci lansko leto drugi na svetovnem prvenstvu, presenetljivo, ampak zasluženo v končni fazi so nas izločili v polfinalu. Ampak če vlagaš, če imaš neko vizijo, mislim, da se lahko pri 3-3 tudi pokaže manjše države, tudi z nami na čelo. Ko govorijo o košarki 3-3, morda velja omeniti, da nekateri ulična košarka je tudi izraz za to, čeprav je že malce drugače kot ko ni več tukaj na ulici. Tako ni več klasičen streetball, da človek rekel. Ampak 3-3 košarka zna v naslednjih nekaj letih doživeti še večjo eksplozijo, kajti za olimpijske igre 2020 v Tokiu je uvrščena na olimpijski program. Zdaj vas bom tako vprašal, najprej vas osebno, takrat boste stari 38 let, ne sicer prestari, še zdaleč ne, ampak v kasnejši fazi kariere, tako rekel, glede na to, da ste tako blesteli na tej 3-3 sceni v Sloveniji v zadnjih letih, najbrž je to vaš velik cilj, uvrstiti se na olimpijske igre in tam igrati. Ja, absolutno. Rekel, mogoče v zadnjih letih je prišel to neka želja po nastopanju na teh olimpijskih igrah. V končni fazi smo, bom rekel, delali vse za to, da bo to enkrat res priznan šport. Upali v to, vlagali, bom rekel, vsa poletja, vsa tiste dneve, ki pač včasih bi bil najraje na plaži nekje, se sprostil, bil v zadnjih letih tudi z družino, ampak enostavno zalagaš svoj čas, svoje telo, svoje zdravje v končni fazi v to, da boš nekako mogoče nekoč pa odigral kakšno tekmo na olimpijskih igrah. Je pa tako, ne? To ni samo naš boj, to je tudi boj, to bo turnir 8 najboljših izbranih, ne bom mogoče rekel najboljših, ampak izbranih držav sveta. Nič več. Sistem je že zastavljen, 3 bojo prišli po številu točk 100 najboljših posameznikov na FIBINI lestvici. Ostalih 5 pa bo prišlo po sistemu kvalifikacijskih turnirjev, ki bojo pač po svetu se odvili. Tako da se pravim, to ni samo naš boj, se pravi samo, da prideš v reprezentanco, to je boj tudi Košarkarske zveze, da pride med 8 ekip, to je boj naših organizatorjev, da se pridobi čim več igralcev, tudi 100, da se spravi na nek nivo, ki bi lahko potem omogočili, se pravi KZS, samo mesto na tem turnirju. Ja, je pa res, ne vem, mlado, staro, jaz mislim, da kakor se pač počutiš, dokler mi bo zdravje pa poškodbe dovoljevale, bom pač absolutno dal vse od sebe. In če bo to dovolj,
pa bomo videli mogoče leta 2020. No, mislim, da je povsem dovolj zgledov tudi igralcev vašega letnika, ki lahko pri teh letih igrajo na vrhunskem nivoju. Ne dvomimo, da ste vi med njimi. Če malce ostaneva pri tem te olimpijske igre, rekli ste, zelo težko se bo tja prebiti, to bomo seveda tudi spremljali, ampak tudi zasledil sem v teh kakšnih ameriških pogovornih oddajah o košarki, da s tem uvrstitvijo na olimpijski program je tudi v Ameriki ta šport bo morda doživel še malce večji razcvet. Govorilo se je celo o tem, da bi tisti igralci, ki ne pridejo recimo na nabor lige NBA, niso izbrani na naboru, pa potem namesto v Evropo, da bi se sedaj specializirali. Vidimo neke lige, kot so Big Three, ki jih organizira Ice Cube in tako naprej, kjer so dejansko zvezdniki, kot so Allen Iverson, Steven Jackson in tako naprej, in igralci, ki so šele 2 leti nazaj igrali v NBA. Ko se ozrete takole na to, pozdravljate to konkurenco, ali se vam zdi, da sedaj so se malce pozno vključili na ta vlak razvoja te ulične košarke, glede na to, da ste vi že kar naredili? Stavili ste, ja. Kilometrino. Tako. Ja. Ne, v bistvu absolutno spodbujam. Predvsem zaradi tega, ker ko se dvigne nivo, ko vidiš, da mogoče ta percepcija, če pride nekdo iz NBA, to bo razbil. To je pač enostavna logika. Pač vi ne morete nič tukaj, oni ne morejo nič tam in če pridejo oni, bi tam pač zaključili, greste lahko domov. Jaz moram povedati, da na svetovnem prvenstvu leta 2016 smo v polfinalu igrali proti ameriški reprezentanci, kjer so v lanskem letu sta se 2 igralca, se pravi tiste reprezentance, lansko leto uvrstila na nabor lige. Eden je bil uvrščen, pravzaprav izbran pri Grizzlyjih, Memphisu, drugi pa pri Toronto Raptorsih. In to konkretno ekipo, imeli so še enega profesionalca iz Nemške ali iz Poljske lige. In ta konkretna ekipa je z nami zaostajala že za 3 točke. Na koncu so imeli srečo, ker smo mi zgrešili 4 proste mete. Tako da jaz absolutno, mi se jih ne bojimo, spodbujamo, če dvignemo kvaliteto, se bo dvignila gledanost. Če bomo imeli veliko Američanov, predvidevam, da tudi njihova populacija bo bolj zanimanje spremljala. In če gleda veliko ljudi, prihajajo sponzorji, se to širi na televizije in mislim, da se potem dejansko lahko obetamo, da bo to šport, ki ne bo več ali eno ali drugo, ampak to je zdaj basket, pa se dokaže. Tako da absolutno samo pozitivne stvari iz tega. Recimo ta liga Big Three, vem, da je na eni od nacionalnih mrež FS1 je dobila pogodbo za nekaj let, tekme se predvajajo, prenosi, studijski oddaji in tako naprej, tako da stvar se definitivno razvija. Morda bi veljalo tu še potegniti to vzporednico s morda dvoranskim nogometom. Je to morda tisto, kar FIBA želi od košarke? Videli smo, kaj je recimo dvoranski nogomet letos v Sloveniji v stolnicah. To je 12-13 tisoč ljudi, polna dvorana. Je to tisti cilj FIBE? Ja, bom rekel, ja, tudi neka korelacija s tem. Je pa mogoče vedno, kadar smo se nekako pogovarjali s predstavniki, ko so pač želeli od nas nazaj feedback, spraševali kaj, kako, so nam vedno dajali istočnico iz odbojke 2x2, se pravi na mivki, kako so iz tistega izhajali, se pravi dvorana, mivka, mi 3x3, se pravi, da so nekako to začeli usporednice dajati in jaz mislim, da se te neke različice originalnih športov, ko je malenkostno bolj dinamično, da se potegne iz tega glavnega športa. Jaz mislim, da je nič slabega v tem, da se naredi nek ločen šport. Tudi FIBA zastavlja, bom rekel, v letošnjem letu res močno, tudi finančno spodbuja k temu, da bi se to profesionaliziralo. Zdaj pa, komur to uspe, bo, mislim, da v parih letih, ko bo to olimpijske igre mimo, da se zna to dejansko prosperirati na nek zelo, zelo visok nivo. In če se bo nekdo tu najdel, je to res lepa karijera tudi v tem športu. No, deva, ko smo že pri še malce v tej košarki 3x3, so že kar nekaj časa pri tem, ampak morda velja za gledalce izpostaviti nekaj razlik med ulično košarko in dvoransko košarko. Sama vloga igralcev pri košarki 3x3 veliko manj, če bi lahko rekel, specialnih igralcev, ki imajo samo eno specifično nalogo. Moraš biti predvsem bolj vsestranski. Absolutno. Zdaj, se poznamo, taktika, drugačna taktika, se pravi 5x5 lahko včasih skriješ kakšnega igralca, recimo, ali slabega v obrambi s kakšno cono,
ga postaviš nekam na neodgovorno mesto ali kakšnega, ko pač striktno, bomo rekel, zadeva mete, mu nastaviš celo taktiko, da prihaja ven na te pač odprte mete. Tukaj nimaš 4 igralce, ki bodo delali za tebe. Ne? Tukaj imaš sebe, mogoče še enega, en mora žogo podati. Se pravi, 2 morata nekako v glavnini narediti, bom rekel, višek. In se pravi, v napadu znajdljiv, spreten, bom rekel, čvrst, tudi močen v končni fazi. Dostikrat pa se pokaže, da nekih specifično visokih centrov ali res nizkih plejev v tej košarki ne moreš uporabiti za praktično nič, razen če so res ekstremno, ekstremno dobri šuterji, da se lahko nekako izniči obramba napad. Je pa kontakta kar precej v tej? Več je kontakta, tudi v končni fazi je teže igrati obrambo brez kontakta, kjer imaš isto prostora, ampak manj igralcev. Pri košarki lahko pač malo rotiraš, malo pomagaš, tukaj pač enostavno moraš biti sam zadolžen za svojega napadalca, se zanašati na sebe. In včasih kak handcheck, se pravi malo zaustavljanje z roko ali pa malo več z telesom, se prepusti, še vedno pa na metih se zaščiti šuterja, na prodorih se zaščiti igralca, ki je pač spreten. Pod košem pa tistega rinjena, mislim, da dejansko ne želi FIBA, zato ker tudi tisto ni zagledati, če nekdo sam rini, tisto ni nobenih. To ni znanje, ampak je pač moč. Tako da tisto pa dejansko malo bolj dopuščajo in se lahko res orang zoprstaviš nekemu centru. Je pa glede na število igralcev najbrž precej tudi igre 1 na 1. Poleg tega 1 na 1 recimo ali pa izoliranja, da se malo sprazni prostor za kakšnega igralca. Katere so tiste akcije, ki se najbolj uporabljajo, kako je recimo s pick and rollom in takimi zadevami? Ja, absolutno. Pick and roll je še vedno osnova. Seveda tudi 1 na 1, ker vemo, da če nekdo pomaga, je nekdo sam. Tako da pick and roll še vedno, bom rekel, dominira ali na žogi ali stran od žoge, se pravi blokade. Dosti 1 na 1 spretnosti, ostalo pa že potem, kolikor lahko najdeš rešitev znotraj tega. Ali s pick and rollom spodajo, ali pick and roll podaja pod koš, ali pa pick and roll met. Veliko iz teh iztočnic. Potem pa, če si pripravljen narediti še kakšno ekstra podajo, si ponovadi na tretji podaji sam in takrat ponovadi zmaguješ. In naša ekipa, mislim, da res ni nam težko podati naprej žogo in mislim, da iz tega izhaja naš uspeh, da si res želimo deliti žogo in najboljši igralec naj potem v najboljši situaciji zaključi in najbolj uspešen. Gotovo recept, ki prinaša uspeh. Sedaj pa greva na dvoransko košarko, klasično košarko, kakor pač gledalci želijo. Letos ste se s Hrastnikom vrnili iz 3. v 2. ligo. 2 leti ste preživeli v 3. ligi. Lani vam ni uspelo, letos, čeprav ste bili blizu. Letos, čeprav po rednem delu morda ni izgledalo vse skupaj tako prepričljivo, potem pa, ko je bilo najbolj potrebno, ste stopili na plin. Kako ste vi videli sezono? Ste vedeli, da boste na koncu najmočnejši? Ne, iskreno bom rekel tako. Vedeli smo, da imamo glede na lansko sezono, smo vedeli, da imamo zopet dobro ekipo. Nekih silnih sprememb nismo imeli, sicer sta nas zapustila Črt Lipovšek pa Žan Modiškar, ki je uspel se nekako prebiti v prvo ekipo Laškega. Dobili smo pa Klemena Požina in pa Urha Durnika, bom rekel, in Laščan in Trboveljčan. Tako da, bom rekel, lokalni fantje, naša klapa, odlična kemija, res. Sicer so to mladi fantje, bom rekel, 20 let poprečje vseh razen mene. V celotni sezoni smo živeli, zato ker so res naši mladinci pokazali karakter in tako, kot ste rekel, ko se je začeli nekako odločati ali ja ali ne, smo držali konstanto, nismo padali. Vemo, da se enostavno te preboji in te stvari dogajajo tudi v končni fazi osvojitev različnih lovorik, dogajajo na malih tekmah in tiste male tekme mi enostavno nismo kiksli, nismo zgubljali teh malih tekem, tudi če smo kakšno pomembno tekmo zgubili. Ostali pa so nekako padali, predvsem na teh malih tekmah, kjer veš, da moraš zmagati že v štartu. In smo držali formo, se pravi, našo igro do konca in mislim, da zasluženo z naslednjim letom stopamo v drugo slovensko ligo. No, iz hrastniškega kluba je bil naš gost že tudi trener Gregor Hafner.
Odlično je začel delo v letošnji sezoni, glede na rezultate. Kaj novega je prinesel v primerjavi s preteklostjo? On je kar kot igralec imel zelo lepo kariero, bil je tudi trener Heliosa, tako da ima izkušnje tudi iz elitne lige. Kaj je prinesel novega? Prvo kot prvo se mi je predstavil kot zelo dober človek. Pa bom rekel, ne bom delal primerjave z prejšnjo sezono, ampak kot sama oseba, kajti vsaka zadeva, ki se je nekako dogajala, jo je sprejel kot po človeški plati, ni kolerik, ni grdih besed, ni mahanja, ampak je umirjeno, se pravi, da ve, kako pa kaj se stvari streže. Blazen občutek sem imel, da ima za dinamiko igre. Vedno, kadar se je kakšnakoli stvar začela lomiti, je ob pravih trenutkih izvajal pravilne menjave, pravilne situacije, pravilne time-oute. In s tem si dosti bolj pomirjen, recimo, če veš, da nekdo zna ustaviti tudi, bom rekel, po taktični plati nek nalet nasprotnika ali pa, bom rekel, spodbuditi naš nalet. Se pravi, da se je iskalo igralca, ki je nekako v vročem stanju, ki je nekako v fazi, da lahko zadane 3, 4, 5, 10 metov. In smo dejansko iz tega izhajali dosti krat na tekmah. In smo prihajali v tiste situacije, ko smo imeli 5 minut super minut, smo naredili neko razliko in smo lahko potem mirno pripeljali do konca tekmo. Medtem ko nasprotnik tega ni imel, ker je znal odreagirati in smo hitro lahko prekinjali. Tako da blazen občutek za igro, zelo, zelo solidni treningi. Dostikrat prihajam domov zlomen, to je že kar nekaj, ne, za mene. Veliko pove in se pravi, človek na mesto. Kakšna pa je kaj vaša vloga, glede na to, da ste, tako bi človek rekel, kar veteran v ekipi, v spoštljivem smislu, seveda ste najbrž njegova podaljšana roka na igrišču? Ja, dostikrat se je lahko obrnil na mene, predvsem recimo v slačilnici, da je spodbud kakšnega igralca, da je umir kakšnega igralca, not samo tistega in tistega, tudi za mene je rekel, pač bo treba odigrati nekaj. Ne? Jaz sem to vzel vedno kot izziv, kot nekaj, kar lahko še zraven doprinesem poleg moje igre v samo ekipo in se pravim, mislim, da je zelo dobro, konkretno na tekmah najbolj sodelovala. Če pa je bila kakšna situacija, še tako bom rekel, za kakšen nasvet pa tudi ni problema, vedno bil na razpolago in smo se tudi, bom rekel, po človeško pogovorila, kaj bi bilo najboljše recimo za ekipo. Glede na prihodnjo sezono, spet druga liga, treba bo dvigniti nivo. Ste se že kaj pogovarjali v okviru ekipe, trener ostaja, se boste kaj okrepili? Nekako po pogovorih z upravo kluba in pa z igralci, mislim, da bo potrebno, ne vem, če bo to do tega prišlo, ampak mislim, da bo pa potrebno dobiti kakšno višino pod košem. Bili smo letošnje leto, mislim, da nismo imeli nikogar čez 2 metra visokega igralca, smo pač bili res močni igralci pod košem, ampak višina pa enostavno ni bilo. Tako da mogoče pod koš pa tam nekje na 1-2 malo pomoči za, bom rekel, sigurnost na žogi ali pa za kakšen res potreben šut za met, kadar ga res potrebuješ. Kakšen 2 igralca, ostalo pa mislim, da naj mladina naša pelje naprej ta voz, ki ga je nekako pripeljala do sem, pa da vidimo, do kam lahko pripelje ta voz. No, v organizacijskem smislu je druga liga kar zahteven zalogaj za klub. Treba je zadostiti določenim licenčnim pogojem, kaj je treba imeti, da igraš v drugi SKL? Se pravi, moraš imeti, mislim, da prav vse starostne kategorije, pionirji, starejši pionirji, kadeti, mladinci, mislim, da morajo prav vse, prvič moraš imeti vse ekipe in pa mislim, da celo mladinci morajo biti v prvi ali pa v drugi ligi zastopati, se pravi, klub. Jaz mislim, da Hrastnik, mogoče ena selekcija, da jim manjka, ampak mogoče, da bojo z naslednjim letom zbrali malo na kup, pa če bo potem še mogoče KZS pogledala, da se dela nekaj na tem, da ne bo a priori kar odklonila, ampak da bo dala mogoče možnost, da se dejansko stvari popedenajo, če pa že v naslednjem letu pa toliko bolje, da si dejansko tudi na papirju zadostil vsem pogojem, ker mislim, da se dobro dela, imajo spodbudo lokalnega okolja, tudi
samo vzdušje, ko so prihajali, tu pridejo pač babice, detki, prijatelji, to je bilo tudi po 200 ljudi na tekmah in včasih res super, super vzdušje. In zakaj ne bi to naprej spodbujala tudi širša krovna organizacija? No, gotovo ste v Hrastniku paradni konj zasavske košarke, moške košarke pa tudi širše. Tu vem, da je tudi župan, ker vaš navijač, vem, da je te odločilne tekme tudi navijal. Prihajajo, ja. In verjamem, da bo tudi on kaj pomagal, čeprav se mu mandat izteka, da boste dobro pripravljeni na naslednjo sezono. Glede Hrastnika me zanima še, kako je kaj z dotokom mladih igralcev. Vemo, da glede na številčnost generacij določenih se stvari spreminjajo in tako naprej, ampak vendarle, kako je kaj z najmlajšimi s podmladkom, je dotok igralcev ureden v mlajše kategorije? V letošnjem letu smo imeli tako, 5 nosilcev nas je bilo, ki smo pa še od tega 2, 30 plus, ostalo je pa nekje okoli 25 bilo od nosilcev, potem je bilo pa mislim, da enih 8 do 9 igralcev, pa dejansko mladincev, ki so še igrali letošnje leto mladinsko ekipo, mladinsko ligo, in pa prihajajo tudi spodaj, se pravi kadeti. Glavnina, kar je bilo zelo dotoka, mislim, da je v tej generaciji mladincev, ki se je zdaj priključila, bom rekel, čisto konstantno v občansko ekipo. Mislim, da je to enih 5 igralcev, ki se je lepo število. To je res močna generacija, dobra generacija, tudi upam, da je perspektivna za naprej. Stvar je takšna, da delajo dobro, je pa tako, da vemo, da smo majhni, že Zasavje je majhno. Hrastnik, še ena od manjših občin od vseh treh. Če bomo delali tako naprej, mogoče se naredi kakšen osip, se pravi dodaten vliv generacij, pa da se z njimi dela naprej. Jaz mislim, da kvaliteta je, zastavljeno je, pogoji so, tako kot ste rekel, župan je prvi navijač med vsemi, želi zagotoviti, želi navijati, tudi ostali so srcem tukaj zraven in jaz resnično zrem naprej, da prihajajo novi pa dobri igralci, ki so se pa tudi na treningih, ne na članskih tekmah, ampak na treningih, ki so se nam priključili, tudi že pokazali. Tako da vse dobro, mislim, tudi za naprej. No, mislim, ta Zasavje, predvsem zadnja sezona, smo lahko zelo optimistični. Vi ste šli iz 3. v 2. ligo, Zagorjani iz 4. v 3. Torej košarka v Zagorju spet dobiva malce na pomenu. Tudi Rudar, mlajše selekcije, kar solidno postavlja, sicer ne še, mislim, da kadetske, mladinske, ampak starejši pionirji in tako naprej. Imamo Felix Zasavje, imamo Niko Barič, ki je najboljša. Euroligo, čeprav ni veliko igrala zaradi poškodbe, ampak vemo, kakšen status ima Nika v ženski košarki. Takole zasavska košarka obeti v naslednjih letih, kako vi vidite, ste optimistični glede razvoja? Ja, iskreno povem, da sem, predvsem zaradi tega, ker sem gledal tudi Zagorje, spremljal sem Zagorje. To je mlada ekipa, želena dokazovanja, zelo mlada, tako da to je, se pravi, perspektiva za naprej. 3. ligo smo zelo igrali, tako kot ste rekel, 2 leti. Jaz mislim, da so na tem nivoju, da bojo tudi v recimo 2-3 letih lahko prišli do najvišjih mest, potem pa samo vprašanje, do kam lahko pride ta Zasavje. V Hrastniku pa mogoče, se pravim, da se počaka še par generacij, dodaš 1-2. Vprašanje smiselnosti, ampak predvsem, če lahko. To je vedno draž, ne? Če pa lahko z domačimi igraš 1. ligo, zakaj pa ne? Naj se gre, naj se poskuša, potem pa da vidiš, pa na koncu rečeš nekoga, ki ga ima recimo zdaj, ne vem, Real Madrid, pa v bodočnosti NBA, Luka Dončić je nekje mogel začeti, pa je nekje mogel v nekem klubu, pa se zdaj mogoče, ne? Mi smo bili tisti prvi, ne? Tako da pustimo to, pa v upanju na te najboljše, najmočnejše tekme zremo v prihodnost. Ravno ko govorijo o Luki Dončiću, Ilirija je prišla ravno letos v 1. ligo, tudi ostala, tudi ravno kar zaprla Helios in vrata v play-off, tako naprej. Dajte mi vi malce povedati, vi delate na osnovni šoli Ivana Cankarja v Trbovljah. Kako je to usklajevanje vseh teh košarkarskih aktivnosti, ki jih je pri vas zares veliko, pa službenih aktivnosti vam grejo v šoli na roko, koliko vam lahko pomagajo sploh pri tem? Ja, zaenkrat sem še vedno doživel razumevanje. Res, kadarkoli se pač dogovarjam za te moje tekmovanja, za moje potovanja, so vedno, bom rekel, pripravljeni sodelovati, vedno prisluhnejo, v končni fazi so tudi navijači.
Vedno z zanimanjem spremljajo, ko pridem nazaj, pač ali matolažijo ali pa pohvalijo, kakorkoli. Je pa vedno to spremljanje, tako da usklajevanje je dovolj. Po drugi strani je tu še družina in obveznosti do kluba. Brez urnika, brez nekih časovnih intervalov, ki si jih moraš nekako v dnevu narediti, mislim, da to ne gre. Je pa definitivno lažje tistim, ki se pač samo ukvarjajo z eno stvarjo, ali pač delaš, ali pa si v košarki 3-3 ali pa 5-5, je dosti lažje, kot pa vse žogice nekako držati v zraku. No, vendarle pa v vaši šoli ste prinesli tudi kar nekaj promocije. Bili ste namreč Zasavec leta 2016, naziv, ki ni kar tako, ki malce presega tudi športne okvirje. Kaj je to pomenilo za vas osebno? Konkretno je tako, ne. Največkrat mi je to odprlo vrata, pravzaprav neko iztočnico za pogovor z nekim mimoidočim, z neznancem, z mogoče bežnim prijateljem, pa smo začeli govoriti. Pa se začneš meniti, pa se spoznavati in tako naprej. Tako da največkrat se je to pokazalo za en dober pogovor, kjerkoli smo se pač našli v situaciji, ki smo lahko razpredali svojo zgodbo. Je pa to ena zelo lepa potrditev v lokalnem nivoju, tako kot ste rekel, ni samo športna, pač tukaj so noter, so gospodarstveniki, so izumitelji, so pesniki, so vsi možni, bom rekel, ljudje z vseh možnih poklicev in pa kalibri, ne, po domač povedan. In da si pač spoznam kot nekdo, ki si najbolj zadovoljil te apetite, je zelo lepa potrditev, tako da si jo tudi tako jemljem. Lepa pohvala za to, kar počnem. No, gotovo pa tudi učencem osnovne šole Ivana Cankarja je lepo imeti profesorja, ki je Zasavec leta in evropski prvak in tako naprej. Upam. Še zadnje vprašanje, malo se bova igrala prognoze. Kdo bo zmagal Ligo Nova KBM, torej najmočnejšo slovensko ligo, po vašem mnenju? V favorita 2 bom dal mogoče Olimpijo pa Sixt, Primorska. Mislim, da sem zasledil, da se bo nekako Mulalič odpovedal na igranju v nadaljnjem tekmovanju, se pravi za Primorsko, Sixt Primorsko. Je, bom rekel, mogoče stebrov, tako da mogoče bo tukaj potem deficit na njih, pa bom dal pa recimo Olimpijo za njihove suverene igre. Euroliga, Final Four, CSKA, Fenerbahče, Real Madrid in pa sedaj mi je šlo iz spomina, ne Olympiakos, ni pa Žalgiris. Žalgiris, pod taktirko Šarunasa Jasikevičiusa. Na koga bi vi stavili? Želja bo Real, predvsem zaradi Luke, zato ker imeli so 2-3 leta nazaj res super ekipo, nekako jim ni ratalo, vedno se je govorilo o Ljul, pa je bil Rodriguez zraven, pa nekako ni šlo. Zdaj pa praktično nekako sam orje tam naprej, vleče ekipo, kadar je potrebno. In če mu to res uspe, jaz mislim, da bo že pri 19 dokazal, da je nekaj posebnega. Vemo, da je, ampak če mu to uspe s takšno ekipo, kakršna je, jaz mislim, da bo to res ogromen dosežek za njega, pa potrditev, da paše v NBA med najboljše. Realno, mislim, da na koncu še vedno zmagujejo stari mački, ne, se pravi Fener, ki bo pač znal mogoče v končni fazi. Tudi CSKA ima močno ekipo. V nekem podzavestu pa mislim, da Žalgiris, bom rekel Žalgiris, zato ker je tudi Jasikevičius že dal nekaj te Eurolige čez in naredil s to ekipo, kar jo ima v letošnjem letu, za mene zelo velik preskok od lanskega leta. In zakaj jim ne bi šlo do konca? In bom rekel Žalgiris. Imajo eno tako energijo. Imajo energijo, ki jo vlečejo iz trenerja. Omenili ste Ligo NBA, še to za konec. Kot kaže, bosta v finalu Zahoda Golden State in Houston. V finalu Vzhoda je že Cleveland z LeBronom. Sedaj čakamo Boston ali Filadelfija kaže na Boston. Mislim, da LeBrona lahko kar stavimo, da bo prišel z Vzhoda. Kaj vi mislite, kaj se bo zgodilo na Zahodu in kdo bo na koncu prvak? Glede na igro, ki jo prikazujejo, bi dal za prvaka Golden State.
Predvsem zaradi tega, ker res jim ni problema žogo dati naprej. Vsi sodelujejo, vsi se dotikajo žoga, vsi imajo občutek, da so v igri. Tam pa pač, če Librona zapreš, mislim, da ostala ekipa nima potencijala, da te lahko premaga. Nažalost, ampak trenutno je takšno stanje v Clevelandu. Želel bi si drugače, ampak jaz mislim, da bo suvereno Golden State prišel, pa naj me kontrirajo pri Clevelandu. Kaj pa menite o Houstonu, James Harden, letos najbolj bo MVP, Chris Paul, imajo kaj možnosti, šuterska ekipa, vemo, 40 trojk na tekmo zmečajo, če jim gre? Ja, ampak se pravim, to je ena tekma, ne? V končni fazi moraš ti zmagati vse 4 tekme, kjer pa mislim, da Golden State zelo, zelo težko premaga 4krat zapored v 7 tekmah. Sploh se ne spomnim, da bi kdaj izgubili 4 tekme v 7 tekmah, recimo, ne. V finalu edino proti Clevelandu. Ja, pa še to po poškodbah, pa po izključitvi Greena. Ampak jaz mislim, da so se naučili iz tistega veliko, da trener Steve Kerr ne bo naredil iste napake dvakrat. Preveč kvalitetnih, Stephen Curry se je vrnil. Jaz mislim, da ima preveč močno ekipo, da lahko kar njih izoliramo kot zmagovalce. Tako, gledalci, če boste stavili, zdaj veste, na koga stavi Gašper Ovnik. Gospod Ovnik, hvala še enkrat za obisk v studiu in seveda veliko uspehov v nadaljnih športnih in tudi drugih bojih. Hvala za povabilo, pa lep pozdrav. To je bil Skok v šport. Hvala za pozornost in srečno.